Pozdravljeni! Kar nekaj izmed vas, sledilcev in gledalcev kanala, je izrazilo željo, če bi lahko nekoč predstavil svojo zbirko maket bolidov Formule 1. In danes je prišel čas za to. Zbirke bolidov Formule 1 so lahko različne. Nekateri zbirajo na primer bolide svetovnih prvakov, drugi se orientirajo na posebno sezono ali obdobje, tretji pa imajo raje vse bolide določenega voznika. Makete so lahko v enem in istem merilu in tudi pri merilih imamo dokajšnje razlike, kar si bomo tudi ogledali v raznih delih te predstavitve, kajti preveč jih je mojih maket, da bi jih lahko predstavil v recimo temu 15 minutah. In najprej vam moram priznati, da sam nimam nekih smernic. Meni osebno je všeč Formula 1, pa naj si bo predvojna iz let 50, 60, 70 do današnjih dni. Tudi pri merilih nisem izbirčen, kajti imam neko vodilo za enkrat. Moje finančne sposobnosti mi nekako velevajo, da gledam bolj na kvantiteto kot na kvaliteto. Marsikdo med nami ve, da so dobre makete lahko tudi 200 ali več evrov, ampak za tak proračun se lahko dobi celo zbirko dokaj solidnih maket. In moj proračun ponavadi je približno 5% tistega, kar sem citiral prej. Zato morate razumeti, da kdaj pa kdaj se v moji zbirki znajdejo malce nenavadne zadeve. In v tem prvem delu si bomo ogledali tiste najstarejše bolide. In tokrat bo pozornost na zgodbah okrog maket samih, ne toliko okrog tistih bolidov, ki jih predstavljajo. In začeli bomo malce pred tistim, kar vsi navdušenci Formule 1 menijo, da je začetek naše zgodbe. Namreč pred drugo svetovno vojno. In to z bolidom, ki sploh ne zgleda bolid Formule 1. V škatlici vidimo, da piše Maserati Indy 1940. Gre za maketo znanega italijanskega proizvajalca Brum, merilo 1:43, neke vrste standard, ki je nekako izjemno priljubljen pri nas navdušencih. Namreč v tem formatu lahko vidimo, da se v majhnem prostoru zbere kar lepo število dokaj solidnih bolidov. In ker vidimo pred nami, ni nič drugega kot Maserati 8C TF ali Otto cilindri testa fissa. Linijski 8-cilindrski motor je imel glavo fiksno pritrjeno na blok. In bolid je nastopal v tistih dirkah pred drugo svetovno vojno. Če smo malce bolj točni, le na eni, na dirki v Tripoliju, kjer je pokazal izjemno hitrost, ampak tudi je dokazal, da je bil še nezrel za dirke, kajti odstopi so se vrstili kot za šalo. Pri Maseratiju niso hoteli nadaljevati s projektom, kajti konkurenca nemških ekip Mercedesa in Auto Uniona je bila precejšnja, zato so ta bolid prodali v Združene države Amerike. In tam je osvojil dirko za 500 milj Indianapolisa leta 1939 in 40. Tudi zato ga imenujejo Boyd Special. In je prvi bolid, ki mu je uspelo osvojiti to znano dirko dvakrat zapored. Torej, lep primer, kako je bila evropska tehnologija že takrat daleč pred tisto, ki smo jo videli v Združenih državah.
če sem omenjal ekipo Mercedes, je prav, da si pogledamo drugi primer bolida iz predvojnega obdobja, ki sem ga pa dobil malce po naključju. Gre zopet za maketo proizvajalca Brum, pa ni v originalni škatli in vetrinici. Gre za Mercedes dvojni 154 iz let 38 in 39. V številki 12 vidimo, da je to tisti bolid, s katerim je Rudi Karačola dosegel zadnjo zmago. Zanimivo je zato, ker ko sem ga našel, je bil na polici zaprašen nekje v ozadju in znam vam, da sem ga dobil čisto zastonj. Samo zato, ker sem ga vprašal, kaj pa je tisto tam. In seveda, treba je bilo malce strpnosti, da se ga je spravilo v red, malce pozornosti, kajti tako ta kot naslednji bolidi izhajajo iz začetka 90-ih let prejšnjega stoletja. Kot vidite, razen rahlo porumenelih številk je zadeva čisto v dobrem stanju. Seveda, Formula 1 uradno se začne kot svetovno prvenstvo tam v letu 1950, čeprav so dirke prirejali že prej. In enciklopedije, ki jih imam pred seboj, nam morda marsikdaj pomagajo tudi pri spoznavanju bolidov, so praktično neznani in povprečnemu navdušencu neka novost. In ko omenjam sezono 1950, marsikdo izmed nas pomisli na Alfo 158. In v moji zmerki, priznam, je ni. Imam pa to. Nekaj, kar je izjemno zanimivega in mislim, da tudi prav neobičajnega. Zopet Brum, maketa, ki je bila napravljena leta 1994, gre pa za Talbot Lago T26C. Izjemno zanimiv bolid Formule 1, ki je bil izdelan leta 1948 v raznih variantah, tudi dvosed, prekrasne modre barve in z neko tehnično posebnostjo. Če vemo, da Alfa 158 pomeni 8 cilindrov kubature 1500 cm, je Talbot Lago, kot vidimo tudi po izpušni cevi, 6-cilinderc, ampak prostornine 4500 kubičnih centimetrov. Seveda, ta je atmosfersko polnjen, Alfa je imela prisilno polnjenje. In glavni konkurent nepremagljivim Alfam, vsaj v prvih 2 sezonah, je bil prav ta francoski bolid, ki je pa malce ušel v pozabo med navdušenci Formule 1. In v zbirki seveda ne sme manjkati Maserati 250F v posebni izdaji iz znane velike nagrade Pescara 1957. Gre za posebno serijo maket, ki so ga pri podjetju Brum pripravili za Juana Manuela Fangio. In kolikor pogledamo na škatli, piše, da je to 3533 primerek od 5000, ki so jih naredili. Lep standardni primerek tistega bolida Formule 1, ki je bil izjemno popularen in izjemno dolgo kariero je imel v Formuli 1. Lepe, klasične, rdeče barve, ki ponazarja vse italijanske ekipe in ne samo Ferrarija. Seveda, to, da je verzije nekako, ki jo je imel Juan Manuel Fangio, ga naredi še posebej privlačnega, kajti v tisti sezoni je bil svetovni prvak. Je bil svetovni prvak tudi leta 1955 s tem drugim posebnim modelom znanega Mercedesa, dvojni 196, številko 10.
Ta ima še bistveno lepšo številko v svoji izdaji, namreč je 20. del od 5000, ki so jih izdelali. Mislim, da leta 1993. V glavnem gre za maketo znanega Mercedesa v tisti najbolj pogosti obliki brez aerodinamičnih pokrovov čez kolesa oziroma tako imenovan tip Monza. Seveda, za 3 desetletja staro maketa se še dokaj dobro drži, redno moram skrbeti za nalepke, ki kdaj pa kdaj začnejo odstopati, a to je nekako razumljivo. Vidimo naprej, ni še konec zanimivih bolidov iz 50 let. Mnogi izmed vas ste slišali za ekipo Wanwal, ki je postala konstruktorski prvak praktično v prvi izdaji leta 1958 in to je maketa tistega bolida, ki ga je imel, preberimo, Stirling Moss na razpolago na veliki nagradi Italije. Makete v tistih obdobjih so izjemno pisane, kajti na vsaki dirki so imeli drugačno številko. Do leta 1973 te niso bile fiksne. Zato je ta bolid praktično eden izmed mnogih, ki jih lahko dobimo na tržišču, ampak odlitek sam po sebi je v vseh primerih enak. Zanimiv bolid za preučevanje zgodovine Formule 1, namreč pri projektiranju naj bi sodeloval tudi sam Colin Chapman. In še zanimivost, kolikor pogledamo na zadnjem delu, so platišča drugačna kot na prednjem delu, kar je seveda ena zanimivost, ki jo bomo lahko videli tudi pri mnogih drugih maketah v nadaljevanju. In za hiter pregled tega prvega dela mojih maket bolidov Formule 1, še nekaj, kar je verjetno v zbirki mnogih izmed vas. Letnik 1959. Cooper T51. Tisti, ki ga je imel Jack Brabham na veliki nagradi Monaka v tisti sezoni in seveda prvi bolid svetovnega prvaka, ki je imel motor nameščen zadaj. Vidimo znani dve vzporedni beli črti, ki označujejo avtomobile in bolide, v katerih je bil vpleten John Cooper. In tu lahko vidimo še marsikatero drugo podrobnost, tudi v notranjosti vozniške kabine. Rad bi izkoristil to priložnost za lepo primerjavo. Govorimo o Cooperju. In ko rečem Cooper, vsakdo od nas misli na klasičnega Mini Cooperja. Mi navdušenci kdaj pozabimo, kako majhni so bolidi Formule 1. In če si predstavljamo, kako majhen je Mini in poleg njega v istem merilu tisti Cooper T51, lahko vidimo, kako bolidi Formule 1 na fotografijah izgledajo veliki, v resnici so pa pravzaprav izjemno drobcene zadeve. In tako smo prišli čez ta prvi del hitrega pregleda mojih maket, kjer smo se res zadrževali samo pri merilu 1:43. Priznam, da za to obdobje je izjemno malo proizvajalcev in tudi malo izbire v določeni kvaliteti. Tu smo videli samo makete proizvajalca Brum. Te sem dobil. Seveda izjemno zanimivi so nekateri primerki, a vsi, kot ste videli, tam iz let 93 in 94. A v naslednjem delu si bomo ogledali tudi druga desetletja, kjer bomo lahko opazili tudi drugačna merila in seveda druge proizvajalce.